Kdo sem v tem svetu, kam grem, kakšna je sploh moja pot, kakšen je moj namen, so verjetno vprašanja, katere se je marsikdo spraševal v teh intenzivnih zadnjih letih, ko se je govorilo o apokalipsi, ko se je govorilo o popolnem resetu, o dvigu zavesti in ravno nekaj takega, kot je meditacija, zdravljenje sebe, povezovanje sam s sabo je nekaj, kar je postalo zelo popularno v tem času, če ne tudi nujno potrebno, da smo mogoče lahko sploh preživeli, da smo lahko ohranili neko zdravo pamet vsemu temu. In ker ste ravno vi, dragi gledalci, večkrat izrazili željo, da se več govori o takih tematikah, je danes z mano Anita Reher, intuitivna terapevtka, ki bo kmalu v Mariboru imela tudi delavnico, kanalizirano delavnico na temo, kje sem, kdo sem. In draga Anita, v bistvu, čemu ves ta kaos? Kako v bistvu res živeti v tem, kar se dogaja, in kako tudi na nek način včasih stopiti ven iz tega? Lepo pozdravljeni najprej. Tako je, sploh zadnji 2 leti sta intenzivno vplivali na mentalno razmišljanje človeka kot takšnega. Veliko ljudi je že predhodno delalo pridno na sebi, se ozaveščalo, si postavljalo določena vprašanja. Tista peščica, ki je pa ostala odzadaj, je pa definitivno zdaj v zadnjih 2 letih bila postavljena pred dejstvo, še toliko bolj, in je to naredilo v človeškem mentalu res en taki velik kaos. To vprašanje, kje sem, kaj se dogaja, čemu vse to, kako se soočiti dejansko z vsemi temi situacijami, z izzivi, ki prihajajo. Stranke me nenehno eno in isto sprašujejo, kako naprej, kako se znajdem. Zato sem se tudi odločila, da širši publiki podam informacijo z enim takim zajetnim 4-urnim predavanjem, ki bo v celoti absolutno kanalizirano, podprto z energijo kreatorja najvišjega in tudi odgovori, ki jih boste tam zahtevali, postavljali, bodo popolnoma kanalizirani, da dejansko ozavestimo, zakaj se sploh gre. V bistvu, kaj je sploh osnova našega potovanja tukaj na Zemlji, zakaj smo sploh prišli sem in zakaj zdaj moram jaz trpeti, zakaj se meni zdaj to dogaja, zakaj ta krivica, zakaj to, zakaj ono. Vsi ti zakaji, vemo, ogromno govorimo o tem, nam delajo ene take, s tem si samo jamo kopljemo, globlje in seveda ne vidimo izhoda iz tega, ne. In verjetno ti zakaj, ker si rekla, da se jih vedno več ljudi sprašuje, nas tudi pripeljejo do tega vprašanja, a sem jaz res samo telo ali sem tudi energija, Verjetno se tudi vedno več ljudi, predvidevam, sprašuje o tem, kako ti gledaš na to, da recimo, kako se mogoče človek, ki se je inkarniral na Zemljo, razlikuje od drugih, recimo, bitij, ki so tudi tukaj. Tako, moram reči, da so ljudje že dokaj fajn ozaveščeni, lepo ozaveščeni, da smo mi tukaj materializirana energija. Vse bolj se že ozavešča to, da v bistvu naša biti je energija, telo je samo tukaj na izposoji. Tu smo zdaj, to lekcijo smo nekako osvojili. Sedaj pa je čas, da pridemo do nadaljnjega spoznanja, kako dejansko povezati to fizično in energijsko telo in kako razumeti, kaj je karma, kaj v bistvu mi tukaj rešujemo, zakaj se ta krivica dogaja, da vse to, kar se nam dogaja, tudi razumemo. Do zdaj smo zavestili, da vse, kar se dogaja, je karma, vendar se tukaj zdaj pojavi, zakaj pa in kako naprej. In to je zdaj, bom rekla, ena nadgradnja tega, kar smo do zdaj vsa ta leta delali na sebi. To ne pomeni, da je predavanje namenjeno samo tistim, ki so že leta in leta delali na sebi. Daleč od tega. To predavanje je namenjeno
zemljano vsakemu, ki ga pokliče. Tudi tistim osebam, ki nikoli niso ničesar na sebi delali. Ker namreč moja osnova na predavanjih je, da čisto v enostavnem pogovornem jeziku razložim dejstva, bistva, zakaj se dogaja, kaj se dogaja in zakaj se gre. Se pravi, čisto pogovorno, da je čisto vsakemu normalnemu, povprečnemu zemljanu vse razumno. Ne govorimo v nekih jezikih, ki jih ne bi razumeli. Zato je dobrodošel vsak, tudi tisti čisto začetnik. No, in ko si ravno to govorila, ko si rekla v bistvu, da pridemo z neko karmo. V bistvu potem, ko se inkarniramo, verjetno se ravno s določenim namenom, ki je povezan s to karmo, tudi inkarniramo. Tako. Kako v bistvu ti gledaš, kaj se zgodi, ko pridemo na ta svet? Verjetno se tudi to ogromno ljudi pol vpraša, ko se spustijo v te vode. In zakaj v bistvu se praktično celo življenje se nas veliko sprašuje, ravno to, kdo sem, zakaj sem se rodil, zakaj ravno tukaj in tako naprej. Kakšne so v bistvu te moje lekcije? To se skozi nekako sprašujemo, pa iščemo. Tako, in ravno to bomo obelodanili na predavanju, da se bomo mi znali sami, moj cilj je, da vsakemu posamezniku podam informacijo, kako sam pri sebi potem tudi naprej ve, to pa mora biti karma, to pa je karma. Kateri so tisti znaki, ki se ponavljajo, da mi vidimo in kako dejansko karmo razrešimo, tako da ozavestimo neka zadeva, ki se nam ponavlja, rečemo, dobro, to pa več ni normalno zdaj, to pa zdaj nekaj na tem je, kaj se mora zdaj iz tega naučiti. Ko vidimo tisti nauk, ga vzamemo in potem gremo s tem naukom naprej. In o tem bo debate ogromno. Kako ta nauk povzeti, kam ga spakirati, kam ga popokamo, v kateri predalček ga spravimo, kaj potem naprej z njim začnemo, zakaj smo sploh morali ta nauk doživeti. Vse to se bo poglobljeno govorilo na predavanjih, zato ker je bistveno, da ni dovolj, da samo mi rečemo spusti, spusti, spusti. Ljudje morajo vedeti, kaj spuščajo in razumeti morajo to. Predvsem to, razumeti treba. In moj cilj je, da na razumno raven potegnem to dejansko energijsko, karmično bistvo. Da iz tiste energije, iz tega nezavednega polja sprocesiramo v zavedno polje, v razumsko polje in potem rečemo, evo, zdaj mi je jasno, moment imam, zdaj pa spustim. Ker šele takrat lahko dokončno spustimo. In tudi na predavanjih naredimo tudi neke vaje določene, da se vidi, da poskusijo ljudje tam, da sploh vidijo, da njim to uspe, ker da ni to noben bav, da tega sam pri sebi vsak ne bi mogel sam narediti neke zadeve. Neke malenkosti absolutno se lahko, dobro, ne moremo iti zdaj v ne vem kakšne globine, po ne vem kakšni hitri poti sebe zdaj popedinati v nulo, to ne, ker delo na sebi se nikoli ne konča, to se moramo zavedati. Je res proces v bistvu, Ampak za začetek, da pa te osnove osvojimo, je pa absolutno v teh 4 urah dovolj časa, da mi obelodanimo to bistvo. In ravno to sem te hotela v bistvu vprašati, v teh 4 urah, ko ti govoriš, ti si verjetno v enem takem posebnem, zamaknjenem stanju, in govoriš v bistvu iste stvari vsem, ampak če si prav predstavljam, v tem vsak vzame nekaj iz tega zase. Torej na nek način tudi vsak mal drugače lahko razume. Pač mu drugače se usede na tistem nekem njegovem področju v življenju. Točno tako. Vsak vzame to, kar potrebuje. Vsak vzame to, kar potrebuje. In moja predavanja temeljijo tudi na tem, da je kot en debatni krožek, recimo. Jaz imam rada, da me ljudje postavljajo vprašanja, zato ker samo na tak način dosežemo tisti cilj, da vsak dobi to, kar želi, po to, kar je prišel. Jaz lahko govorim ure in ure, pa ni rečeno, da bom povedala to, kar si recimo ti želela slišati. In zato je prav, da vprašaš, kaj pa to, in potem dobiš odgovor. In bo nekdo drug spet rekel, kaj pa to. In že tako se marsikaj obelodani, že tako tudi med sabo, ko tečejo te debate, pogovori, predavanje popolnoma sproščeno, je tako, da drug drugemu že malo odpirajo oči, pa rečejo, pišu, kaj viš, pa nisem samo jaz to, pa drugi tudi. In že iz tega zornega kota gledano postane lažje.
ko Ja, vidimo, verjamem. da pa nisem sam jaz zdaj tu v tem zosu not, da tudi drugi imajo neke take situacije. Podobne, seveda vsaka situacija na določenega drugače vpliva. Ne, to je normalno, absolutno, vsak je individuum zase. Vendar pa ja, s tem, ko govorim, ko predavam, vsak dobi tisto, koliko potrebuje in kar potrebuje. Verjamem pa tudi ne, ravno v teh časih, ko smo se tako vsi osamili, ne, je verjetno po mojem tudi ta občutek, da si ti v eni družbi ljudi, ker se počutiš razumljeno, ne, kjer imamo res neke skupne točke z njimi, da tako, kot si rekla, že to je ena olajšava, ne, ker mislim, verjetno tudi ni pot, ne, mislim, nek namen te duhovnosti, ne, da se osamimo in gremo na neko goro in se v bistvu izognemo vsem nekim preizkušnjam, ne, ker odnosi so verjetno največji triggeri. Kako ti gledaš na to, recimo pri ljudeh? Človek je družbeno bitje. To vemo. In bistvo karmičnega razreševanja je ravno to druženje, ti medsebojni odnosi. A ne? In vsak si želi imeti neke fajne medsebojne odnose, da smo si v redu, da se dobro razumemo, bodi si sosedi ali doma ali v službi. A ne? Vsak si tega želi, dobrih odnosov. Vendar se je treba zavedati, da če želimo imeti dobre odnose navzven, moramo najprej v prvi vrsti imeti dober odnos sam s sabo. Ko mi začnemo ceniti samega sebe, potem šele lahko govorimo o tem, da cenimo druge. Ko začnemo ljubiti samega sebe, šele takrat lahko rečemo, da ljubimo druge. Dokler mi tega v sebi nimamo do sebe, samo fejkamo, lažemo sami sebi, mažemo si oči, ni to pristno. In tukaj še potem vedno ego pristoten. Ego nima kaj početi. Delo na sebi, ko gremo mi do sebe, tukaj je samo naša duša, intuicija, nadzavest in to je to. Ego nima prostora. Tistih 15%, da ta steber pokončno trdno stoji, ok, vse ostalo balast. In to je treba dati v stran. Ampak kvalitetno lahko začnemo delati na sebi takrat, ko se sprejmemo. Se pravi, ne, ko odstranimo vse tiste vzorce pa vse to, ki so nam moteč faktor, ne. Ampak nekje je pač treba začeti. Zdaj eni so že na tej poti, spet drugi bodo prvič zdaj prišli, ko bodo prišli na to predavanje, pa bodo slišali tam, aha, tukaj je treba začeti, pa jim bo to ena taka iztočnica za naprej, pa bojo tukaj videli, bojo že dovolj vedeli, zakaj se gre, da je to v bistvu karma tista, kaj se dogaja, te krivice in vse to, in da nek pomen to ima. In nekomu je že to za začetek dovolj, da mu sede na podzavest, da se začne podzavest počasi pripravljati na neko čiščenje, na neki proces preobrazbe notranje. Ne? Se pravi, mi sebe spreminjamo. Mi ne moramo drugega spreminjati. Pa niti pravice nimamo. Mislim, tudi ta karma, ne, potem, ki jo ti praviš, a imamo tudi skupno neko karmo, da smo se v bistvu v istem času rodili, ne, tukaj, v tem trenutku, tukaj in zdaj. Potem nosimo tudi vsi neko še skupno kolektivno zgodbo v bistvu tukaj. Seveda, se itak. Najprej je vsak individuum zase, to se pa potem pelje na kolektivno zavest. Zmeraj je tako. In bolj, ko bomo vsak zase delali in razčiščevali karmo, bolj se bo tudi ta kolektivna karma čistila. Ne? To je karma, ki tudi zajema planet Zemljo. Ne, tudi planet Zemlja ima karmično čiščenje. Ravno zdaj je v tem karmičnem obdobju, ki je zelo močno, intenzivno, kar se tudi zaznava, da poka po šivih, na kakršnikoli obliki gledamo, a ne? In ravno tu noč se dogaja ta karmična razrešitev. Ne? Se zato tudi pri ljudeh in pri samemu planetu. Torej ravno skozi te izkušnje pa interakcije z ljudmi, ki se hočemo mogoče malo izogniti včasih, ne, je v bistvu pa ta razrešitev, ne? Tako, v praksi, ki smo prebrali v knjigi, zdaj pa to prakticirati. Tako ne, ravno z njimi. In v bistvu se lih to sprašujem, ne? Ti imaš, verjetno mora biti tudi zate zelo intenzivno zanimivo živeti, ne? V tem obdobju, ker ti imaš, ne, v bistvu nadnaravne sposobnosti, komuniciraš z dušami, prevajaš njihova sporočila, mnogim si že pomagala tudi pri dejansko kakšni konkretni odpravi urokov, prekletstev, ne? Tudi energijsko si jim očistila domove, pretrgala si tudi določene dušne povezave med osebami in tako naprej, a ne? V bistvu bo tudi ta obisk verjetno zdravilen tudi za kakšne nevidne entitete, ki pridejo z ljudmi. A ne? Ja, saj vedno pridejo taki nevidni gostje, ki se sami povabijo zraven. Ki nič ne plačajo in se prišvercajo zraven, zmeraj. Ampak ja, seveda so absolutno tudi oni dobrodošli, ker pridejo, da jih odpeljem v svetlobo, oni pač zaznajo to povezavo, ker gledajo iz višjega spektra, ne glede na to,
da so še tukaj, so na energijskem nivoju in vidijo ta predhoden spekter. Aha, ti pa boš zdaj tam v Mariboru pri oni Aniti, aha, tu pa imam jaz možnost, zdaj pa jaz grem s tabo, cup, ne? In bo primahal lepo s tabo tja, pa pol jaz to mimogrede odpeljem. Dostikrat niti na takih predavanjih ne omenim, pa kar odpeljem, če pa je temu namenjeno. Čisto odvisno, kako začutim, a ne? Kaj pač recimo prisotne energije želijo. Včasih moram, razen če je namen ravno ta energijski večer, taki dušni večer, pol je normalno. Drugače pa tukaj mimogrede pocopam pa. Pa ti ljudje potem grejo tudi malo olajšani domov, verjetno malo lažji. Absolutno. Zdaj, če je ta entiteta, ta dušica toliko prišla samo ena taka čisto izven, da ni v neki tesni povezavi s tisto osebo, ki si jo je zraven pripeljala, se zgodi, da niti ne rabi ta oseba nič vedeti, ker to pomeni, da bi samo dodaten stres povzročilo in prav nič ne rečem, raje samo naredim. Pa ponavadi začutijo ti ljudje neko težo, recimo ob sebi, ki imajo veliko teh identitet v sebi. Olajšanje pol čutijo. Ampak predtem imajo tudi nek tako težo zaznajo, samo ne znajo je opredeliti, od česa je. Oni pač vejo, neka težka pleča, tako sem brez energije. In zdaj, če vidim, da oseba pač ne bi tega sporočila prenesla dobro, potem niti nič ne rečem, samo naredim. Če pa je to kaki bližnji, pa ima kakšno sporočilo, pa povem, ja, seveda, to je ta oseba, pokojna je tu zraven, to bomo peljali, se zahvali za prihod sem in to je to, ja. No in, draga Anita, to kanalizirano predavanje, ki bo v Mariboru, to bo v bistvu v juniju. Tako. Kje bo točno to, da imajo gledalci prav konkretne informacije? 18. junija, to je sobota, od 9. do 13. ure v hotelu City v Mariboru. To je kar na začetku Maribora, kak pridemo čez most, takoj je ta hotel, tako da je čisto enostavno priti do tja. Čestito most. Tako, čestito most, lušen ambient, zraven reke Drave, tako da res imamo vodo zraven in je čudovito. Kje pa se pri tem prijavijo, recimo, na ta dogodek? Na telefonski številki 041 260 102. Tukaj na tej telefonski številki je potrebna predhodna obvezna prijava zaradi omejenega števila mest. In pa vse ostale informacije dobijo tudi na tej številki potem naprej. Pa verjetno tudi na tvoji spletni strani? Tako, pa tudi na spletni strani, ja. Arhelika.com, www.arhelika.com. Tako. V bistvu vsak si sam more pomagati. Mi lahko danes tukaj ponudimo različna orodja, pokažemo različne poti. Vi ste pa v bistvu tisti, dragi gledalci, ki se potem odločite, ali ste pripravljeni, da pogledate v določeno svojo temo pogumno, ali da prižgete kakšno luč v kakšno rano. In v bistvu glede na to, da gre tukaj za kanalizirano predavanje, Anita, verjetno ti tudi sama ne veš čisto, kaj boš govorila, predvidevam. Kako sploh to izgleda, kako se počutiš recimo pred nečim takim? Ja, to je res dejansko čisto spontano. Na nobeno predavanje se nikoli naprej ne pripravljam. Zaradi tega, ker nikoli ne vem, kakšna bo populacija. In ker je to kanalizirano, jaz samo pridem. Pridem, se povežem z mojim kanalom in zadeva steče. Ta predavanja so tudi tako, da dejansko ne glede na tematiko, da je ena in ista tematika, 4-krat lahko slišite, pa zmeraj bo malenkost drugače. Zato, ker je populacija drugačna, drugi ljudje in drugače razumejo. In moram iz druge linije. Moja naloga je, da razumno razložim tistim, ki so tam prisotni. Zato nikoli ni povedano na enak način, ker je res popolnoma nepripravljena zadeva. Ni napisan scenarij. Tako da recimo, zdaj smo bili v Ljubljani, je bilo tako, zdaj bo v Mariboru, bo tako, ista tematika. Potem gremo v Portorožu septembra, bo zopet verjetno čisto na drugačen način steklo, potem smo v Novem mestu, bo verjetno čisto na drugi način zopet steklo. Imam recimo stranke, ki se redno udeležujejo mojih predavanj in mi rečejo, da ne glede na to, kolikokrat so slišale, zmeraj drugače slišijo. Tako da je res zelo zanimiva zadeva in to, ko kanaliziramo, je res edinstveno. No super, ker če zamudijo tega v Mariboru, imajo še več opcij. Tako, lahko grejo potem v Portorož, pa bodo v Portorožu potem septembra slišali
Pa še eno presenečenje si rekla, prejle, da jih čaka. Na tem predavanju v Mariboru vas čaka tudi eno presenečenje, ki ga pa ne bom izdala, vendar je pa top. Ne bo vam žal. Boste fascinirani. Ok, super. No, dragi gledalci, zdaj, če vam zavibrirajo celice, ko poslušate te informacije, se vsekakor obrnite na Anito in se udeležite te kanalizirane delavnice. Najlepša hvala, Anita. Hvala.